Lep in prijazen dan vam želim iz področja Stare Cukrarne. Tukaj vidite obnovo Stare Cukrarne, ki jo ob evropskih in naših sredstvih obnavlja mesto Ljubljana. Pomemben del so že opravili, vendar kot vidite je ogrodje še vedno staro. In pomembno je, da je v tej cukrarni nekoč Ivo Josip Purn, Dragutin Kete, nekaj časa, nekaj dni Ivan Cankar in temu mi sedaj pravimo, da je to pomemben kulturni spomenik. Treba je vedeti, da je Stara Cukrarna bila res prava cukrarna, tovarna sladkorja, in sicer je začela obratovati davnega leta 1828. Nato je pogorela, nato propadla in nato je bila tukaj tudi vojašnica bivše cesarske vojske. In danes mečemo v to nekdanjo cukrarno, bolje rečeno v njen obod, 20 starih milijonov, 20 evropskih in slovenskih milijonov evrov, da bomo imeli tukaj galerijo. No, pa recite, kdo je tukaj nor. No, v neposredni bližini tega objekta so tudi ti objekti. Nikjer ni zapisano in ne zarisano, da bodo te objekte porušili in jih uredili kot celovito rešitev. Namreč tukaj bivajo stanovalci in seveda kdo bo moral poskrbeti zanje in kdo? Seveda tisti, ki si želijo te ureditve. Seveda avstrijsko družbo Strabag ne zanima, zakaj se je nekdo za to odločil, ampak urejajo in obzidujejo te razpadajoče stene, da bi naredili tukaj galerijo. No, vidite, to je naš pristop z našim denarjem in zanimivo je, da tudi Evropa dovoljuje in meče denar v take stvari. Da, to je Slovenija in pristop, kako ne znamo ravnati z denarjem. Zato, da urejamo razpadajočo se staro cukrarno iz leta 1828. Kaj čemo? Taki pa smo.